Lepo pozdravljeni. Število brezposelnih je v vzhodni Sloveniji precej nad slovenskim povprečjem. V mestni občini Maribor je brez dela skoraj petina ljudi. Zato tako občina kot Zavod za zaposlovanje s subvencijami spodbujata zaposlovanje predvsem mladih. Občinski razpis za samozaposlovanje zato namenjajo skoraj 212 tisoč evrov, je že končan. Zdaj pregledujejo ustreznost vlog in izbirajo prejemnike te začetne pomoči. Zavod pa za prvi izziv zbira prijave do 27. junija. Na voljo bo 5 milijonov evrov iz evropskih skladov in slovenske blagajne. Vsak peti Mariborčan nima službe, pol od tega že dolgo časa. Lansko leto sem imel eno pogodbo oziroma javna dela, tisto mi je minilo in eno leto. Sem pa nekaj bolan in je teže najti. Po poklicu sem pa zidar. Nekoliko bolje je v Lenartu, Pesnici, Rušah in Slovenski Bistrici. Aprila so skupaj z Mariborom našteli skoraj 16.500 brezposelnih. Na nivoju močne službe Maribor 16,4 in v Sloveniji 13,9. Se pravi, se vidi kar naraščanje proti mestni občini Maribor. Pomoč potrebujejo zlasti mladi, še nevajeni zaostrenih razmer na trgu delovne sile. Število brezposelnih, mlajših od 30 let, skuša država zmanjšati tudi s subvencijami za podravske delodajalce. Te zadostujejo za zaposlitev 690 mladih vsaj za 15 mesecev. Znesek je 7.250 evrov, to je najvišji znesek subvencij, ki ga beležimo, tako da je nekoliko bliže delodajalcev. Vemo, da tudi kriza udarja po delodajalcih, da so stroški visoki, ampak s tem se približamo temu, da je delež na delodajalčevi strani čim nižji. Trenutno je poleg deficitarnih poklicev na voljo več sezonskih del, ki obogatijo delovne izkušnje. Poskušamo že takoj ob aktivaciji seznanjati vseh priložnosti. Torej ne govorimo samo več o zaposlitvi, govorimo o delu. Kakršnikoli obliki dela, seveda, da je to v skladu z zakonom dovoljena oblika oziroma legalna oblika dela. Mnoge Mariborčane pa za zdaj rešujejo tudi zaposlitve onstran avstrijske meje. Do novih zaposlitev lahko pomagajo tudi banke. V gospodarstvu številni pričakujejo njihovo aktivnejšo vlogo pri podpori dobrih podjetniških zamisli. Nova KBM je po vsej Sloveniji pripravila tako imenovane poslovne dneve, da bi okrepila sodelovanje z gospodarstvom in lokalnim okoljem. Srečanj so se udeležili predstavniki okoli 250 družb, ki od banke pričakujejo, da bo podprla njihove projekte in jim po denar ne bo treba v tujino. V novi KBM naj bi sicer v prvih 3 mesecih letos odobrili več kot 1400 kreditnih poslov. Kako si lahko pomagam z banko, če mi ne more dati garancije za dobro izvedbo del, ki je nujna za posel, se je med drugim spraševal Ivo Boskarol, ki meni, da bodo banke morale biti bolj tržne, vitkejše in slediti potrebam gospodarstva. Kaj bo meni potem taka banka, zakaj bi emocionalni do domačih bank, če pa nam ne morejo nuditi servisa. In če moramo iti po take servise v tujino. Da je vse preveč birokratskih ovir in da prevečkrat predolgo čakajo na odobritev kredita, posel pa ne čaka, smo danes še lahko slišali med zbranimi podjetniki. Nam podjetnikom ta papirologija povzroča preveč dela, se pravi, da se mi ne moramo osredotočati k tistemu, kar bi mi želeli. Na novi KBM so začeli organizirati srečanja s podjetniki tudi zato, da bi iz prve roke izvedeli, kaj gospodarstvo potrebuje. Ob tem uprava zavrača očitke, da ne kreditirajo dovolj. Kreditiramo, gledajte, ampak vsakega pa žal ne. Po novem jih bolj kot bilance zanimajo poslovni modeli podjetij, njihovi kupci in programi, torej zagotovilo, da bo posojilo tudi poplačano. Kljub prenosu na slabo banko se namreč vedno niso otresli slabih kreditov. Stanje slabih kreditov je v novi kreditni banki Maribor suma sumarum približno 15% celotne rizične aktive tehtane, kar seveda pomeni, da je to še veliko več, kot znaša normativ, bi rekel, zahodnega sveta, zdravih gospodarstev, tam je 3 in 5%. Kot če pojasnjujejo na banki, so v prvih 4 mesecih opravili več kot 600 obiskov pri gospodarskih družbah in odobrili skupno več kot 4500 novih poslov. Sodelujejo pa tudi v 45 programih prestrukturiranja slovenskih podjetij. V mariborski livarni so s krajšo slovesnostjo zaznamovali 90-letnico obstoja enega mariborskih velikanov, ki pa se zadnja leta otepa rdečih številk. Najhujši udarec so doživeli lani, ko je s stečajem Saniteka Armala in MLM storitev na cesti ostalo okoli 400 ljudi. Nazadnje je podjetju na pomoč priskočila država. Z družbo za upravljanje terjatev bank so nedavno podpisali pogodbo o prestrukturiranju dolga, ki tudi predvideva konverzijo dela terjatev v kapital.
Tovarno z okoli 20 delavci sta ustanovila brata Bull. Malo kdo ve, da so v nje ulili tudi zvon za mariborsko frančiškansko cerkev. Največji razvoj je podjetje doživelo med letoma 1960 in 80, ko je zaposlovalo več kot 2000 ljudi. Danes jih ostaja dobrih 400. Prvič so nekdanjemu direktorju uprave Branku Žerdonarju prižigali sveče ob zapiranju obrata Bakr pred 3 leti. Sem zelo razočaran, da se je uprava odločila, da ukine ta program. Dejansko je ta program zgradil mariborsko livarno. Dokončno pa je mariborski velikan klonil lani, ko je matična družba pristala v prisilni poravnavi, 3 hčerinske družbe v stečaju, brez dela pa je ostalo okoli 400 ljudi. Zapravili so vse, to je banda, to je pokvarjeno, tak narod so postavili na cesto, na golo, niti za golo preživetje ne bomo imeli. Zaposleni z veliko nostalgije spremljajo preoblikovanje mariborske livarne, kjer ostaja samo še proizvodnja radiatorjev in aluminijastih odlitkov. Eni so šli, nekaj pa vseeno ostalo, ne? Plače so redne, ja. V redu, ja. Posel dvigamo, vsak dan so nova povpraševanja in pa tudi dodatna naročila. Potem, ko je država lani že priskočila na pomoč s 5 milijoni in so upniki v prisilni poravnavi pozabili na 17 milijonov evrov, v livarni čakajo še na 10 milijonsko dokapitalizacijo, ki naj bi jo na skupščini poleti potrdile banke. Še v začetku tedna je bila podoba vinograda na mariborskem mestnem griču Piramida precej klavrna, usoda tega bisera pa nejasna, potem ko je nedavno mariborsko vinarsko podjetje Vinak, ki je vinograd upravljalo doslej, pristalo v stečaju. Zaraščen in zapuščen vinograd je sramota mesta, so menili naključni Mariborčani. Pa to je grozota. To je bil tako krasen vinograd. Če bi to kak privatnik, da bi mu dali samo brez denarja. Pol pa so se zelo bunili, pa je bilo v časopisu, no pol so enkrat pokosili, zdaj pa spet nič. Vinograde ni več. Ja, sigurno nas moti, vse Mariborčane to moti. Več ali manj, ne sigurno, sploh pa naš Štajerce, ko imamo radi kaki špricer, ne, od našega. Ja. Sramota je pa za tiste, ki so to do zdaj upravljali, to je neodgovorno delo. In do mariborskega vodstva in nas samo občani, da smo to dovolili, pustili. Proti koncu tedna pa je prišlo do preobrata, saj je mariborska občina s stečajno upraviteljico Vinaga podpisala dogovor, da oskrbo mestnega vinograda na znameniti piramidi začasno prevzame komunalno podjetje Snaga. Nujna vzdrževalna dela so že začeli izvajati. Za mariborski mestni vinograd na piramidi je poskrbljeno, a rešitev je le začasna. Je Snaga podpisala pogodbo s stečajno upraviteljico Vinaga, v kateri je zapisano, da dejansko do trgatve oziroma vključno s trgatvijo z vinogradom upravlja Snaga, tako da do trgatve brali še bomo, dalje pa bomo potem videli. Mariborska občina naj bi se o možnostih večletnega zakupa vinograda že pogovarjala s stečajno upraviteljico Vinaga. Ta bo predvidoma pripravila poseben razpis. V takem primeru bo se mestna občina seveda prijavila na sam razpis, potegovala za zakup in bo pridobila zakup teh zemljišč. Zakupno obdobje traja nekaj manj od 30 let. Da bi težave z vinogradom rešili enkrat za vselej, tečejo že tudi postopki, s katerimi bi vinograd postal njihova last. Skladu kmetijskih zemljišč so predlagali trajen neodplačni prenos lastništva vinograda na občino Maribor. Prejšnji petek, ko smo bili na sestanku v Ljubljani, so bili zainteresirani, da pošljemo še en dopis in ponovno začnemo ta razgovor glede prenosa. Na občini morajo rešiti še vprašanje, kdo bo trajno vzdrževal vinograd. Razmišljajo o ustanovitvi posebne zadruge. Druga Vinagova lastnina, z izjemo protokolarnega dela kleti v središču Maribora, pa občine po direktorjevih besedah ne zanima. Pred kratkim se je v Mariboru končal prvi festival mladih, ki je ponudil vrsto zanimivih, zabavnih in izobraževalnih dogodkov za mlade. Da pa ne bi vse prehitro utonilo v pozabo, so dijaki prve gimnazije Maribor izvedli projekt Časovna kapsula. Na različne načine so opisali svoj položaj v svetu danes in pričakovanja za prihodnost, vse pa shranili v časovno kapsulo. Odprli jo bodo čez 20 let. V tej škatli je 58 različnih zapisov mariborskih srednješolcev. V časovno kapsulo so prispevali razmišljanja o sebi, o Mariboru ali svetu in o svoji viziji prihodnosti. Sem napisal nekaj vrste pismo samemu sebi, katerem rada se samo te napisem, me zanima, kako bom to gledal čez 20 let in se najverjetneje zraven smejal, kakšne oslarije sem pisal. Prispevala sem risbo in je v bistvu utrinek mesta Maribor.
Pobudnik ideje, profesor filozofije, je bil tudi v komisiji, ki je med več kot 100 prispelimi deli izbrala najbolj zanimiv material za časovno kapsulo. Slikarski material, kiparski, pisma so se nekateri dijaki napisali za prihodnost, o tem, kaj pričakujejo od sebe danes in upajo, da bo to tudi realizirano takrat. Izdale to, da je polna mladostniške navihanosti in tudi naivnosti, resnih osebnih načrtov in zaskrbljenih pogledov v prihodnost. Svoje misli je dodal tudi mariborski župan dr. Andrej Fištravec. Vse podrobnosti pa ostanejo skrivnost, ki jo bodo skrbno čuvali v Muzeju narodne osvoboditve Maribor. Hranili jo bomo v depojih našega muzeja, kjer že imamo pripravljen prostor in seveda bomo pripravili tudi zaznamek, saj Bog ve, kje bomo mi, tisti, ki sedaj delamo v muzeju čez 20 let. Leta 2034 se bodo zdajšnji dijaki vrnili v muzej, odprli časovno kapsulo, prebrali svoje zapise in se verjetno le nasmehnili. Prelistali pa bodo lahko tudi 20 let star časopis o dogajanju na prvem festivalu mladih Maribor. Da bi svojo ustvarjalnost, inovativnost in zavzetost pokazali tudi drugim, so študenti medijskih komunikacij pred 5 leti pripravili prvi medijski dan. V sredo je s festivalom kratkih filmov mladih ustvarjalcev iz kar 13 držav v kino Udarnik potekala zdaj že mednarodna 5. izdaja medijskega dne. A bi bili tako prijazni in mi podarite 50 centov? Tole hočem kupiti, pa se mi ne izide. To je odlomek najboljšega kratkega filma programa medijskih komunikacij po mnenju žirije. Nagrado so letos podelili prvič. Film govori o različnih usodah ljudi, v njem sodelujejo tudi profesionalni igralci. V bistvu je scenarij za film kar hitro nastal, je tudi nastal v okviru učnega procesa. Drugače ideja je že bila od prej in je inspiriran v bistvu film po resničnih dogodkih. Medijski dan je namenjen za študente, predvsem študente medijskih komunikacij, da se malo pokažejo, da se pokaže, kaj pravzaprav mediji so, kako pravzaprav dojemamo medije in da malo osvetlimo tudi širši javnosti ta področja. Delo medijskega ustvarjalca zahteva veliko praktičnih izkušenj, zato na Inštitutu za medijske komunikacije v učni program poleg predavanj vključujejo vaje, sodelujejo pa tudi z medijskimi hišami in agencijami. Je praksa, kjer študenti spoznavajo različne tehnike, kako recimo narediti film, tudi recimo grafične razne upodobitve, pa s tem, da jih vključujemo tudi v razne projekte. Medijski dan se bo jutri zaključil na Mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Priznani strokovnjaki z različnih področij bodo na okrogli mizi in predavanjih študenti delili svoje znanje in izkušnje, ki bodo mladim zagotovo dobra popotnica za uspešen vstop na medijski trg dela. V Kidričevem je tamkajšnje zgodovinsko društvo uredilo zgodovinsko pohodno turistično pot, imenovano po poteh zgodovine. Postavili so informativne table, ki z opisi in izvirnimi fotografijami obujajo podobe nekdanjega avstro-ogrskega taborišča za vojne ujetnike v Šterntalu, rezervnih vojaških bolnišnic in drugih objektov, tam postavljenih pred skoraj 100 leti. Del Kidričevega se še danes imenuje taborišče. Vojakov iz Soške fronte, ki so bili ranjeni, so z vlakom pripeljali v Šterntal, Kidričevo, in so jih tu jim nudili nujno oskrbo. Bili so tudi seveda ruski ujetniki. Leta 1915 so na 7 hektarjih in pol postavili 24 barak za ujetnike. Nekoliko kasneje še vojaško bolnišnico. Jeseni 1915. leta je bilo v takratnem Šterntalu že okoli 9700 ranjencev in bolnikov ter 2400 vojnih ujetnikov. Skupaj z vojaškim osebjem med 13 in 18 tisoč ljudi. Ni bilo raziskano še ta dogajanje v prve svetovne vojne taborišče in pa teh bolnišnic, ki je bilo tu, in sedaj ob dejstvu, da smo mi vsi mislili, da je bilo taborišče v južnej od Taloma. Sedaj ugotavljamo, da je bilo tudi to tukaj. V Šterntalu je stalo že tudi kopališče, kinodvorana, kavarna, pa tudi pokopališče, na katerem je še danes mogoče najti grobove taboriščnikov z cele Evrope, tudi z Češke. Letos si spominjamo 100 obletnico te krvave velike vojne in mislim si, da je pomembno, da mladim se tudi približa nekaj zgodovina, da bi ni več bilo takšnih žrtev in takih bojev. Tukaj so se dogajale različne stvari, kot smo že omenili, Prva svetovna vojna, Druga svetovna vojna, povojni poboji. To želimo vse nadgraditi, tako da bomo naredili eno celoto.
Dobrih 5 kilometrov dolgo pot zgodovine označujejo številni smerokazi. Na 10 informativnih tablah pa je z besedo in sliko opisana podoba takratnega avstro-ogrskega taborišča. Projekt, vreden slabih 20 000 evrov, je sofinancirala tudi Evropska unija. Na nekaterih osnovnih šolah pa v zadnjih letih opažajo, da narašča število otrok z motnjami govora. Logopedi so prepričani, da sta razloga predvsem sprememba načina življenja, v katerem je veliko manj pogovarjanja, pa tudi neprimerna prehrana. Zaradi naraščanja potreb po obravnavi otrok so logopedi postali iskan in zelo obremenjen kader. Ravnateljica mariborske osnovne šole Toneta Čufarja je zaskrbljena. Odkar opravljajo testiranje bodočih prvošolcev, jih ima kar 30% govorno-jezikovne težave. Še posebej so se težave, mogoče večje težave pojavile sedaj, ko že 3. leto delamo po posodobljenih učnih načrtih, ker se je opismenjevanje prestavilo v 1. razred in je zares pomembno, da otroci, ko začnejo s prvimi koraki opismenjevanja, dobro govorijo in takrat se potem te težave najbolj pokažejo. Veliko otrok zato v šolo vstopi leto kasneje. Zato smo začeli razmišljati oziroma se pogovarjati na različnih nivojih, kako in kje bi bilo treba začeti, da bi težave do šole v večini že izvenele. Logoped mariborskega zdravstvenega doma dr. Smole potrdi, vsak drugi 5-letnik ima težave z govorom. Vzroke je po njegovem treba iskati že v predšolski vzgoji in pomanjkanju sporazumevanja. V vrtcih nimajo neke posebne, recimo, govorne vzgoje. To je prvi problem. Druga stvar je pa tudi v šolah. Danes imate v šoli teste, danes imate v šoli literaturo, danes imate v šoli internet. Verjetno pa tudi starši nimajo. To pravzaprav nastaja že govor zelo zgodaj, časa dovolj, recimo, da bi otrokom pripovedovali. Naraščanju težav z govorom, tako Smole, pa ne sledi število logopedov. V Sloveniji jih je trenutno le nekaj čez 100. Glejte, jaz bi tu lahko delal vsak dan, cel dan. Tako da otroci pridejo lahko, seveda, ker je to takšna navaja, na obravnavo zelo poredko. Pri večjih govornih težavah bi tako otroci potrebovali vsaj tedensko obravnavo, zdaj pridejo na vrsto zgolj enkrat na mesec. Še večji problem je na podeželju, kjer logopedov praktično ni, šole pa jih ne smejo zaposlovati. V mariborski galeriji Hest je na ogled 30 del najznamenitejših slovenskih slikarjev impresionistov, s čimer zaznamujemo 25-letnico svojega delovanja. Dragocena dela so redko na ogled širši javnosti, saj so zbrana izključno iz zasebnih zbirk. Ivan Grohar, Richard Jakopič, Matija Jama, Matej Strnin so četverice slikarjev, ki so med leti 1900 in 1920 razvijali novo impresionistično smer v slikarstvu in leta 1902 doživeli, tako kot 30 let prej francoski vzorniki, odklon. Dobrih 100 let kasneje so impresionisti ikone slovenskega slikarstva. Ravno v tem času praznujemo 110. obletnico prve mednarodne uveljavitve slovenskih impresionistov na Dunaju. To je bil tako velik uspeh, da so potem bili povabljeni v Beograd, Sofijo, London, Trst. Zato je ta razstava en pravi poklon slovenskemu impresionizmu. V državi, kjer umetnostni trg ni urejen, je galerija Hest ena redkih, ki je preživela. Poleg prodaje in posredovanja umetnin je v četrt stoletja pripravila okoli 200 razstav. Usmerjena je tudi vzgojo mladih kadrov. Najbolj sladko je bilo na začetku, moram reči, v Markovičevi časi, takrat je bila prodaja neprimerno večja, kot je danes. Edina stvar, ki bi to povečala prodajo oziroma da bi se začela krožiti umetniška dela, je pa davčna olajšava. In čeprav je ob ikonah slovenskega slikarstva skoraj nespodobno govoriti o cenah, je slika Groharja pred 4 leti bila ocenjena na 300 000 evrov, danes pa na 100 000. Sanje od blizu videti takšne umetnine se tako ponujajo ob razstavah. Razstavo v mariborski galeriji Hest pa si je mogoče ogledati do 20. junija. Končujemo z negotovo usodo časnika z najdaljšo in najbogatejšo tradicijo Štajerskega večera. Po 2 propadlih poskusih prodaje se je prejšnji teden iztekel še en rok, do katerega so morali zainteresirani oddati zavezujočo ponudbo za nakup mariborske časopisne hiše. Ponudbo naj bi bila ob prekmurskem podjetju Dober večer oddala mariborski podjetnik Jože Kojc in družba Krater Media. Zaposleni pri Večeru pa opozarjajo, da interesenti do zdaj niso razkrili podrobnosti strategije
poslovanja, kot tudi nefinančnih virov za nakup časopisne hiše. V družbi Dobro večer, ki obvladujeta Uroš Hakl in Saša Todorović, naj bi za časnik ponudili dober 1,5 milijona. Denar naj bi zagotovila ena od bank, vendar ne NLB. Vlagala bi predvsem v splet in oglaševalski prostor. Nekdanji kriminalist Jože Kojc, ki s kazinojem Astra Ea letno ustvari skoraj 6 milijonov evrov, bo kupnino zagotovil sam. Z Večerom pa, da ima dolgoročne načrte, je zapisal. Ukrater mediji so v kratkem elektronskem sporočilu potrdili, da so prav tako oddali ponudbo. Družbo vladuje tiskarski in medijski mogotec Martin Odlazek. Zaradi spornega nakupa delnic Gorenjskega tiska je bil obsojen na 6 mesecev zapora. Kazen bo odslužil na domu. Sindikat novinarjev Večera si želi transparentnih lastnikov, ki bodo povedali, tako kot ste rekli, odkot denar in za nakup in predvsem, kaj je strategija razvoja časopisa, ki ga kupujejo. Hakl in Todorović bi se znebila 50 zaposlenih, odpuščala pa naj bi tudi druga 2 interesenta, trdijo naši viri. Večerova naklada je v zadnjih letih padla, podjetje posluje z izgubo. Sindikat bo partner v pogovorih z novimi lastniki, če do njih pride. O odpuščanjih ne bo govora. Nas zanima predvsem razvojni programi, zaposlitev ljudi v obstoječih okvirih in z nekimi novimi programi. Pričakujemo resnega kupca z dobrimi nameni, ki bo ohranil časopisno dejavnost, so v odgovoru zapisali na Delu. Večer bodo prodali najvišjemu ponudniku, ki bo pridobil tudi soglasje Ministrstva za kulturo in Agencije za varstvo konkurence. Zaradi koncentracije lastništva je moralo Delo doslej odšteti 4.000 evrov kazni. S tem smo pregledali dogajanje na širšem Štajerskem v 23. tednu tega leta. Hvala za pozornost in nasvidenje.